Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas se Jezus rekel svojim učencem: Ne mislite, da sem prišel razvezovati postave ali preroke. Ne razvezovati, temveč dopolniti sem jih prišel. Resnično povem vam, dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, preden se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil eno od teh, pa čeprav najmanjši zapovedi, in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, bo velik v nebeškem kraljestvu. Kajti povem vam, če vaša pravičnost ne bo večja, kakor pravičnost pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo. Slišali ste, da je bilo starim rečeno, ne ubijaj. Kdor pa koga ubije, pride pred sodišče. Jaz pa vam pravim, vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodišče. Kdor pa reče bratu tepec, zasluži, da pride pred veliki zbor. In kdor mu reče norec, zasluži, da pride v peklenski ogenj. Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pusti dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa se vrni in daruj svoj dar. Spravi se hitro svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti, da te nasprotnik ne izroči sodniku, sodnik pa pazniku, da te vrže v ječo. Resnično povem ti, ne prideš od tam, dokler ne plačaš vse do zadnjega novčiča. Slišali ste, da je bilo rečeno, ne prešuštvuj. Jaz pa vam pravim, kdorkoli s poželenjem gleda žensko, je v srcu že prešuštvoval z njo. Če te desno oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe, kajti bolje zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi bilo vse tvoje telo vrženo v peklo. Če te desna roka pohujšuje, jo odseka in vrzi od sebe, kajti bolje zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi vse tvoje telo prišlo v peklo. Rečeno je bilo, kdor se loči od svoje žene, naj da ločitveni list. Jaz pa vam pravim, kdorkoli se loči od svoje žene, razen če zveza ni bila zakonita, je kriv, da ona prešuštvuje. In kdor se zločeno oženi, prešuštvuje. Dalje ste slišali, da je bilo starim rečeno, ne prisegaj pokriven, izpolni pa, kar si prisegel Gospodu. Jaz pa vam pravim, sploh ne prisegajte, ne pri nebu, ker je Božji prestol, ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog, ne pri Jeruzalemu, ker je mesto velikega kralja. Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, ker niti enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega. Vaš da naj bo da in vaš ne naj bo ne, kar je več kot to, je od hudega. Poslušali smo Kristusov evangelij. Ob začetku postnega časa
nas vsako leto nagovorijo škofje svojo besedo, svojim pismom. Letos je svojo besedo podal predsednik Slovenske škofovske konference, gospod Andrej Saje, škof v Novem mestu. In v tej besedi nas vabi tudi naš škof Stanislav Zore. Prisluhnimo tej besedi. V teh tednih se po naših župnijah pripravljamo na izbiro novih članov župnijskih pastoralnih svetov. To ni le oblikovanje neke strukture v župniji, ampak znamo, kako razumemo cerkev, da je župnija občestvo, ki živi in skupaj raste, ter nosi odgovornost, posluša in išče Gospodovo voljo. Danes nas Božja beseda spomni, da Bog človeka jemlje resno. Modri Sirak postavi pred nas skrivnost svobode in odgovornosti. Če hočeš, boš izpolnjeval zapovedi. Zvestobo hraniti je stvar tvoje dobre volje. Pred te je položil ogenj in vodo. Roko boš iztegnil, po čemer boš hotel. Ta beseda velja tudi za življenje župnije. Tudi župnijsko občestvo stoji pred odločitvami, ali bomo vero živeli kot nekaj občasnega in zasebnega, ali pa kot pot, ki oblikuje naše odnose, naše bogoslužje, katehezo, skrb za mlade in starejše. Vera ni le osebno prepričanje, ampak dar, ki smo ga prijeli s krstom, in poklicanost, da ta dar skupaj uresničujemo. Prav zato je izbira članov župnijskega pastoralnega sveta tudi izraz naše krstne poklicanosti in zrelosti občestva. Apostol Pavel nas vabi, da se ne opiramo le na človeško iznajdljivost, ampak predvsem na Božji dar. Govori o modrosti, ki je Bog razumeva po logiki sveta, temveč po svetem duhu. Ta misel je pot našega skupnega dela v cerkvi, da se učimo poslušati, razločevati in skupaj hoditi. Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno telo, ki spremlja razmere in pomaga pri načrtovanju, spremljanju pastoralnega dela ter spodbuja soodgovornost vernikov na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti. Evangelij nas spomni še na nekaj, kar je pomembnejše od vsakega načrta. Vera se začne v srcu in se pokaže v odnosih. Gospod Jezus pravi, da ni prišel razvezovati, temveč dopolniti postavo in na to govori o spravi, o čistosti srca, o zvestobi, o odgovornosti besede. Zato pravi, vaš da naj bo da in vaš ne naj bo ne. Zato vas vabim, da bi v tem času bila tudi vaša osebna molitev in tudi skupna molitev, da se v družinah in pri sveti maši zbiramo tudi v tišini in prošnji, naj nas Bog vodi k pravim odločitvam. Pogovarjajte se o tem in spodbujajte drug drugega, da tudi predlagate ljudi, ki jim zaupate, in bodite pozorni na tiste, ki ostajajo v ozadju, pa vendar nosijo v sebi veliko dobrega. Naj nas pri izbiri novih članov župnijskega pastoralnega sveta vodi Gospod, ki nam ne daje le nalog, ampak tudi milost, da jih moramo uresničiti.
naj vse, ki bodo izbrani. Njegova beseda uči, da je zvestoba evangeliju vedno dejavna v odnosih, v odločitvah, v resnici in v ljubezni. Radi in odgovorno sprejmite različne službe v župnijah, saj Bog vedno daje talente, da bi z njimi služili bližnjim. Mati Marija pa naj prosi pri svojem sinu, da bomo znali vsi vedno znova odgovarjati na Božje spodbude. V naši župniji bo izbira novih članov župnijskega pastoralnega sveta na prvo nedeljo v marcu. To je 1. marec. In potem bo še priložnost naslednjo nedeljo 8. marca. Če bi bil kdo odsoten to nedeljo, da lahko tudi svoj predlog, svojo željo tudi izrazi en teden kasneje. Sedaj pa tudi skupaj izpolnimo